Koliko pomoči ste zbrali in odposlali do sedaj v Ukrajino? Na Slovenski Karitas smo od začetka vojne do sedaj zbrali dobre 3 milijone evrov pomoči, kar je za nas največja akcija za tujino do sedaj. Res solidarnost Slovenije je neverjetna. Večino teh zbranih sredstev smo že posredovali Karitas PES in Karitas Ukrajini v Ukrajino, kjer sta dve Karitas, rimokatoliška in grkokatoliška, in mi pomagamo obema. Danes je šla na pot tudi že 20. pošiljka materialne pomoči strani Slovenske Karitas. V teh pošiljkah so bili večina seveda pomoč v hrani, konzervah, visokoenergijska hrana, tudi enolončnice, pa druga hrana, ki se hitro pripravi, sploh za ljudi v zakloniščih. Seveda pa tudi še vsa osnovna hrana, kot je moka, olje, mleko, hrana za otroke. Poslali smo tudi veliko higienskih pripomočkov, vode, pa tudi sanitetnega, medicinskega materiala, medicinskih aparatur in tudi zdravil. Vso to pomoč pa že ves čas pošiljamo na podlagi potreb. Sodelavko Milo Milavec na Karitas PES sva ves čas v kontaktu in ona pove, kaj najbolj potrebujejo, in to tudi pošljemo. Bile so pa recimo še kakšne posebne stvari, recimo en gospod z enega podjetja je v začetku vojne, ko je bila še zima in mraz, je daroval 5 peči na petrolej, da ljudi v zakloniščih ni zeblo, ali pa en gospod je daroval kar veliko količino novih zimskih čevljev in podobne stvari. Na začetku so res prvi mesec telefoni na Slovenski Karitas non-stop zvonili. Ljudje so hoteli darovati ali finančna sredstva ali pa tudi materialno pomoč, predvsem slovenska podjetja. Tukaj je izpostaviti predvsem podjetje Krka iz Novega mesta, ki je dalo 2 veliki donaciji zdravil, sicer v vrednosti 200 000 evrov. Karitas PES pa jih je razdelila po več bolnicah v Ukrajini, v Harkovu, Černihivu, Kijevu, tako da je bila to res ena velika in lepa pomoč. Ta pomoč materialna se je pa zbirala tudi po naši mreži župnijskih in škofijskih Karitas. Ljudje so res na začetku ogromno nosili, seveda na žalost se je ta pomoč malo ustavila, ampak kot je normalno, tudi malo izginja ta vojna iz prvih novic, zato da zdaj tudi kaj dokupimo za te pošiljke pomoči. Skupaj v tej pomoči je poleg posameznikov sodelovalo tudi 350 slovenskih podjetij. Trenutno imamo recimo aktualno akcijo s klubom slovenskih podjetij, ki so zbrali 101 000 evrov za pomoč otrokom v Ukrajini. Veseli pa smo tudi sodelovanja z Zdravniško zbornico Slovenije, Državljani sveta in Adro Slovenije, ki so tudi zbirali sredstva in kupovali sanitetni medicinski material na podlagi potreb iz Ukrajine, kar nam je posredovala Karitas, in preko nas tudi pošiljali v ukrajinske bolnice. Tudi darov Misijonskega središča Slovenije smo bili zelo veseli programa Miva. Oni pa so darovali za 2 vozili kombija, za 2 škofijski Karitas v Ukrajini, v Lvivu in Vinici, ki ima 2 namena, imajo ta vozila. Eno je za evakuacijo ljudi iz obleganih območij iz vzhoda, drugo pa je v bistvu za delitev humanitarne pomoči. Tukaj pa tudi pristopila k tej pomoči slovenska država, Ministrstvo za zunanje zadeve, v poziv preko Caritas Internationali za obe ukrajinski Karitas so prispevali 200 000 evrov. Poleg tega pa skupaj v sklopu našega strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči pomagamo tudi v Moldaviji in na Poljskem ukrajinskim beguncem. Gre se za 2 projekta zagotovitve hrane, toplih obrokov, pa tudi nekaj higienskih potrebščin. Tako da potrebe so res ogromne. Se pravi, notranje razseljenih ljudi v Ukrajini je 8 milijonov, beguncev je 6 milijonov in na žalost kaže, da te vojne še ne bo konec. Potrebe po pomoči so pa v bistvu vsak dan večje. Zato res prosimo vse Slovence, da še naprej pomagajo, darujejo, da bomo pomagali tem ljudem v Ukrajini prebroditi to težko obdobje vojne. In hvala tudi res vsem, ki ste že prispevali k tej pomoči v vrednosti 3 milijonov evrov, da smo lahko bili blizu ljudem v stiski v Ukrajini. Seveda se pa kažejo tudi
Stiske sedaj drugje po svetu, vojna v Ukrajini že vpliva na države Bližnjega vzhoda, Afrike, lakota se povečuje in upam, da bomo ostali solidarni tudi z njimi. Se mislim, da smo ljudje v Evropi še vseh živimo v državah, kjer so bogatejše in da moramo nekaj podeliti tudi s tistimi, ki imajo manj od nas. Hvala lepa za ta pogovor, se prosim lahko še predstavite. Ja, jaz sem Jana Lampe, sodelavka Slovenske Karitas, vodim pa mednarodno pomoč na Slovenski Karitas, tako tudi koordiniram vso pomoč za to humanitarno krizo v Ukrajini.